Nacionalni inštitut za biologijo je pred dnevi pripravil enodnevno slovesnost, pravzaprav z dvema osrednjima temama. Simpozijem, poimenovanim All That Life, so počastili vaše življenje in delo profesorica Tamara Lah Turnšek. Zaključek slovesnosti pa je potekal ob podeljevanju Zejevih nagrad, kjer ste tudi bili najpomembnejša slavljenka. Veliko vznesenih besed o vas osebno in o vašem delu so povedali govorci, saj gre konec koncev zahvala prav vam, da ste v letih vodenja inštituta uspeli ustvariti iz te znanstveno-raziskovalne ustanove to, kar danes je. Vrhunska, pomembna, cenjena, tako doma kot v svetu. Kako vam je to uspelo? To je zelo kompleksno vprašanje in pravzaprav je tudi odgovorov morda več. Gre predvsem za to, da sem imela, ko sem prišla na ta inštitut leta 1996, vizijo oziroma željo iz inštituta za biologijo, kot se je takrat imenoval, ustvariti eno pomembno organizacijo, ki bi imela res nacionalni pomen. Kmalu smo mu dali tudi ime Nacionalni inštitut za biologijo. Združeval je več področij biologije in še poseben poudarek sem namenila Morski biološki postaji, ki je tudi edinstvena v Sloveniji in v tistem času pač tudi v slabem stanju, tako da smo jo nadgradili, sem uspela pridobiti sredstva, da smo jo popolnoma prenovili, kupili novo opremo, raziskovalni čoln in tako naprej. Skratka, v ta in pa seveda tudi drugi oddelki, ki so bili, so se v tem času razvili tako, da smo prišli na dvakratno število sodelavcev, opreme in tudi, seveda, temu sledijo odlične, vedno bolj odlične raziskave. In danes imamo tudi najodličnejše v revijah, kot so Nature in tako naprej, kar je nek simbol za dobro znanost. Kako mi je to uspelo? Jaz mislim osebno, da je potrebno najprej veliko radovednosti, kaj ljudje delajo, kakšni so, in veliko komunikacije z njimi. In imeti z ljudmi, s katerimi delaš, prijateljski odnos, poskušati pomagati, seveda pa to ne pomeni, da če zadeve grejo v napačno smer, tudi ne zelo odločno nastopiti. Torej, ne zadostujejo zgolj menedžerske sposobnosti? Ne, jaz mislim, da je zelo veliko v tem poslovanju, menedžmentu pomembno, kako delaš z ljudmi, kot pravijo. Človeški kapital je tisto, na kar sem vedno stavila, tudi če v prejšnjih svojih obdobjih dela v znanosti, je to ena najbolj pomembnih stvari. Znanost so ljudje, znanost delajo dobri ljudje. In ustvariti moraš vzdušje, okolje, da se počutijo pomembne, da se počutijo, da lahko živijo svojo kreativnost. To se mi zdi res bistveno. Diplomirali ste iz organske kemije, na kar ste se tako magisterij kot doktorat opravili iz biokemije. Biokemija je postala vaše raziskovalno področje, zdaj ste tudi profesorica za biokemijo raka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in na podiplomskem študiju biomedicine Univerze v Ljubljani. Kaj je bilo pri vašem delu, študiju odločilno, da ste se usmerili v področje biokemije, natančneje v raziskave povezane z rakom? Nenazadnje ste na inštitutu tudi ustanovili oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka. Ja, torej biomedicina me je zanimala že od vsega začetka, ko sem diplomirala, sicer organske kemije, biokemije takrat ni bilo, ampak nekako sem se vedno usmerjala v medicinske raziskave in celo želela sem študirati medicino z vsega začetka, pa nekako zato, bom rekla, skoraj nisem imela poguma, da bi zdravila ljudi, ampak sem jih poskušam zdraviti s svojim znanjem na en način. Zato sem se v Ameriki, v ZDA, ko sem šla na podoktorsko izpopolnjevanje, prvič seznanila z raziskavami raka preko raziskav določenih proteoliznih encimov, ki smo jih raziskovali še na Inštitutu Jožef Stefan, kjer sem opravljala vsa ta magistrsko in doktorsko delo.
in videla povezavo med temi molekulami, med temi proteoliznimi encimi, peptidazami, katepsini, tako imenovanimi, in rakom. No, seveda od tam naprej je šla pa pot tudi med druge pojave rakavih obolenj. Predvsem pa smo se osredotočili na biomarkerje, na diagnostiko rakavih obolenj z označevalci, ki napovedujejo slabo ali pa dober izid bolezni ali pa odziv na zdravljenje. No, o tem bova nekoliko morda malo nadrobneje rekli. In kot sem rekla, je vaše osrednje raziskovalno področje študij vloge proteaz in njihovih inhibitorjev. Zlasti pri raku dojk in pljuč in seveda pri možganskih tumorjih oziroma gliomih, ne. In pri teh raziskavah ste dosegli kar nekaj pomembnih spoznanj. Ja, je veliko, no. Že prvo moje največje odkritje je bilo odkritje novega encima, katepsina S. To še pravzaprav v prvih letih mojega raziskovalnega dela na Inštitutu Jožef Štefan. Druga je pa seveda povezanost, napovedna povezanost katepsina B z izidom raka na dojki, raka na pljučih. Povsod je bil ta encim tisti, ki je bil povezan z invazijo tumorskih celic. In to je pa tisti ključni moment, torej, ker ta invazija tumorskih celic pomeni metastaziranje in kot vemo, metastaze so tisto, razsevanje raka je tisto, zaradi česar 90% bolnikov tudi umre. In ko to zaznamo, je velikokrat sicer že prepozno, vendar pa se zdaj osredotočamo tudi na tiste označevalce, ki bi bili lahko tarče zdravljenja. Lahko bi bil to tudi katepsin B oziroma proteolizni encimi, vendar se je tekom raziskav mednarodnih izkazalo, da inhibitorji teh encimov niso tako ključni, da bi bili uspešno lahko preprečevali napredovanje raka ali pa sploh začetek raka. Tako da se zdaj osredotočamo na druge markerje oziroma tudi na druge vrste celic. No, pred nedavnim je vaša raziskovalna skupina objavila tudi članek z področja karcinogeneze, ki obravnava zanimiv mehanizem zdravljenja glioblastoma z arzenitom. Ja, to je pravzaprav ni bila čisto osrednja veja naših raziskav, pa vendarle smo razbrali, da arzenov trioksid je že v klinični uporabi za zdravljenje levkemije. Tako da smo poskušali preučiti, ali bi bil primeren tudi za zdravljenje glioblastomov, možganskih tumorjev, in dejansko smo ugotovili povezanost, da bi mehanizem avtofagije apoptoze, ki ga povzroči ta, rečemo temu, kemoterapevtik, in bi lahko, smo predlagali, da bi se lahko zdravil tudi glioblastome. Seveda pa je od tega osnovnega odkritja, od laboratorija do bolnikove postelje, kot temu rečemo, ta prenos znanja dolgotrajen. In vmes mnogo stopenj in seveda 2 klinični študiji že potekata, 3 na glioblastomih, vendar pa ugotovili smo, kako deluje, naprej pa je stvar farmacevtske industrije, stvar pravzaprav klinik, da to tudi v praksi uporabljajo. No, in zadnje vaše raziskave se nanašajo tudi na proučevanje rakaste matične celice glioblastomov. In tudi tu ste prišli do pomembnih. Ja, na to sem že prej namignila, da se osredotočamo na druge vrste celic, to so pa rakave matične celice, ki so tiste, ki nosijo vso informacijo za razvoj rakavega obolenja. Nastajajo zelo zgodaj v karcinogenezi in so zanimive, ker so najbolj odporne proti zdravljenju. Ne dotakne se jih radioterapija, ne dotakne se jih kemoterapija, ampak ostanejo v nekem delečem se stanju in ko so ugodni pogoji, lahko spet zacvetijo, proliferirajo in povzročajo, da se rak ponovno pojavi. In te celice je treba pravzaprav ciljati s terapijo. Ciljamo jih pa tako, da najdemo na njih nek marker, nek označevalec. In to so molekule, ki jih moramo pač inhibirati. No, mi smo odkrili eno tako molekulo, tetraspanin, CD9,
to tudi objavili pred kratkim in zdaj že vidimo odzive velikih raziskovalnih skupin v Ameriki in Kanadi, ki so začele raziskave na tem markerju in bojim se, da bodo, ne bojim se, želim si seveda, da bi privedle do res učinkovite terapije. Istočasno mi je pa zelo žal, da nismo imeli več sredstev, da bi jih vložili v nadaljne raziskave in bi bili res mi tisti, ki bomo na koncu prepoznani kot prvi, ki smo imeli uspešen klinični ali pa predklinični poskus. Tega zaradi pomanjkanja denarja in kadrov predvsem nismo mogli izvesti naprej. Torej, prva raziskava, potem smo se pa ustavili, kar se je v moji karieri večkrat dogajalo, da pač ne moreš naprej, ker ni okolja, ni sredstev, ni možnosti za nadaljevati. Zato je tako pomembno, da se povezujemo mednarodno, no? Ker lahko to znanje preneseš, še vedno sodeluješ z mednarodnimi skupinami, ki imajo mogoče več možnosti, več denarja, ker žal več denarja pomeni boljšo znanost in korelacija med finančnimi možnostmi in odlično znanostjo je jasna. No, omenjene raziskave niste izvajali zgolj v Sloveniji, ampak ste se povezovali tudi s tujimi strokovnjaki, recimo v okviru projekta Interreg. To so italijanski raziskovalci. Ja, tukaj predvsem, pa tudi z drugimi smo imeli tudi evropske projekte. Pa z Brazilskim inštitutom, nacionalnim svetom za... No, Univerza v San Paulu pravzaprav je bila, kjer sem delovala skoraj 3 leta. Se pravi, da je bila neka intenca, mislim, vodilo, da znanost je danes globalna, ni zaprta zgolj. Znanost je bila vedno mednarodna, globalna. Odvisno, kako smo k temu pristopili, oziroma mi že od svojih doktorskega dela naprej sem hodila v tujino, ker me je to zelo zanimalo, skratka radovednost, kaj delajo drugi, je tukaj vedno prisotna. Vsak znanstvenik mislim, da mora biti radoveden, da mora si želeti komunikacije z mednarodnim svetom, ker znanost je globalna. Odkrijemo iste stvari lahko na 2 različnih koncih sveta in se moramo povezati, da dosežemo še več, da dosežemo neko sinergijo. To nekateri pravzaprav ne razumejo čisto dobro, tudi naši znanstveniki. Vendar pa je velik del naše znanstvene skupnosti, vsaj govorim za moje področje naravoslovja ali pa biokemije, izrazito vpet v mednarodni prostor. No, saj ste tudi članica patobiološke sekcije Evropske organizacije za raziskave in zdravljenje raka. No in ob tem naj povemo, da ste tudi članica Ameriškega in Evropskega društva za raziskave raka. Potem Mednarodnega društva za proteolizo ter v Sloveniji članica Biokemijskega in toksikološkega društva ter Društva radiologov in onkologov ter Društva za tkivno inženirstvo in regenerativno medicino. Obilica teh članstev je. Pa me zanima, a vse to članstvo vam daje nek dober uvid v smer raziskovanja in pa pregled nad strokovnjaki in pa raziskavami, ki se delajo? Seveda, članstvo ni samo zato, da si jih napišeš v svoj življenjepis. Članstva so živa. Udeležujemo se vseh teh kongresov, ki jih prirejajo ta društva. S tem spoznaš ljudi, ki se ukvarjajo s podobnimi problemi kot ti ali pa čisto drugimi, prideš na nove ideje. In prav nedavno sem bila na konferenci v Kanadi tega internacionalnega društva za raziskavo proteolize, kjer sem ponovno našla nekaj kontaktov, ki bodo še zaživeli, še bolj, ker se ukvarjajo skoraj identičnimi stvarmi kot jaz. Vsega se ne da po internetu, v literaturi pregledati. Pomembno je, da se pogovarjaš z ljudmi, pomembno je, da sediš z njimi, pomembno je, da se sprehajaš z njimi in izmenjuješ ideje. In to te napaja z novimi idejami in pa s konkretnimi skupnimi raziskavami, ker kot rečeno, nimamo ne sredstev, pravzaprav, če lahko rečem, tako nobena ali pa zelo malo skupine v svetu, ki imajo sredstva in možnost raziskati vse okrog svojega področja. Ampak večinoma se povezujejo in na člankih, ki se potem objavljajo, vidimo, da sodeluje 10, 15 avtorjev različnih držav.
Tako da danes je znanost še bolj kot kadarkoli prej globalna. No, saj vi ste tudi zelo aktivni pri organizaciji srečanj, konferenc, simpozijev in tako naprej. Ne? Letos mislim, da ste bili tudi predsednica konference o eksperimentalni in translacijski onkologiji CETO. Ja, te konference organiziramo pa doma, ampak so mednarodne, skupaj s profesor Seršo in profesor Kosom iz Onkološkega inštituta oziroma farmacevtske fakultete za farmacijo. In že mi smo se med seboj povezali v smislu te eksperimentalne onkologije. Profesor Serša morda še bolj v smislu translacije, kar pomeni neposreden prenos na raziskav oziroma izsledkov raziskav v zdravljenje bolnika. No in smo že od leta 2000 organiziramo redno te konference, kjer je bila letos, pač sem predsedovala sama. Konference so izredno pomembne, ker tudi spodbujajo naše mlade raziskovalce, da se vpnejo v mednarodni prostor, da spodbujajo izmenjave, predvsem spet mladih doktorjev, podoktorjev med laboratoriji po celem svetu. Imeli smo pač od Koreje do ZDA, Kanade in seveda evropskih držav znanstvenike tukaj pri nas v Portorožu. In mislim, da je vedno tako sodelovanje izredno plodno in zelo pomembno. No, ker delujete pač v raziskovalnem področju proučevanja raka, pa me zanima, a boste kdaj raziskovalci prišli blizu nekaterim rešitvam? To v bistvu cel svet čaka. Ja, cel svet se ukvarja s tem vedno več, je pa tudi res, da incidenca raka narašča in na drugi strani pa nekako smrtnost zaradi določenih vrst raka pa že precej upada, prav zaradi spoznanj, kako bolezen poteka, kaj je vzrok in da to poskušamo preprečiti, ne samo s tem, da ga že zgodaj odkrijemo, ampak tudi zdravimo. Nekatere vrste raka so, levkemije na primer, so praktično ozdravljive, prav zaradi teh znanstvenih spoznanj. Je pa rak 400-300 bolezni, ki različno potekajo. Nekatere so bolj, druge manj dovzetne za obstoječe terapije, seveda pa ciljamo k novim terapijam. Naprimer, ravno glioblastom, možganski tumor, s katerim se zdaj ukvarjamo, je eden tistih, ki je najbolj odporen na vse vrste terapij. Tako da je življenjska doba od bolnikov z glioblastomom približno 1 leto in pol in tega nikakor ne moremo tudi s sodobnimi pristopi teh radioterapij in tako naprej ozdraviti. Mislim, da bomo prišli bliže in bliže, vendar ko prideš, že rešiš eno vprašanje, se ti pojavi novo. Ko že misliš, da si odgovoril na vsa vprašanja, se pojavi novo, zakaj pravzaprav ne deluje, kot smo predvidevali. Znanje osnovne celične biologije je še vedno nekaj, kar ni čisto, kar ni popolno. Tukaj je še ogromno prostora za nove izsledke. Vi ste si svoje res zavidljivo znanje in izkušnje nabirali v različnih univerzitetnih središčih po svetu, tako v Bonu, Newcastlu, v Veliki Britaniji, Detroitu in Filadelfiji v Združenih državah. No, v nekaterih omenjenih krajih ste bili že kot ugledna raziskovalka in pa gostujoča profesorica. Pa me zanima, kako iz vaše izkušnje ocenjujete pomembnost poznavanja drugih raziskovalnih okolij in pa seveda raziskovalcev za uspešno kariero raziskovalca samega znanstvenika? Ja, jaz sem res zagovornica tega, da naj mladi že v čim bolj zgodnem obdobju svojega raziskovalnega dela, najkasneje podoktorskega, obiščejo tuje laboratorije in v njih tudi delujejo. Ne gre samo za to, da se naučijo določenih tehnik ali pa metod, ki jih doma ne počnejo, ampak da spoznavajo raziskovalno okolje, da spoznavajo komunikacije med raziskovalci, način, kako organizirati raziskovalno delo. In to je izkušnja, pa tudi življenjska izkušnja, kako se znajdejo v nekem tujem okolju, kakšna je njihova iznajdljivost, radovednost
In dobri raziskovalci pridejo domov, če pridejo, upam, da pridejo nazaj, veliko bolj zrele osebnosti, kot prej, ko so tja odšli. To sem tudi sama seveda izkusila in mislim, da po vsaki izkušnji nekje v nekem določenem svetu prideš nazaj bogatejši. Ampak tudi povezave ti ostanejo z ljudmi, s katerimi sem se srečavala, recimo po doktorskem študiju pri profesor Bonislav na Wenstedt univerzi, smo še danes prijateljici in še danes se srečujeva in ob vsaki priložnosti tudi izmenjujeva izkušnje. No, in vsa leta tudi vi aktivno sodelujete v slovenski in pa mednarodni znanstveni politiki, ne? Veliko težo ima vaše mnenje kot predsednice Sveta za znanost in tehnologijo, kjer si nenehno prizadevate za ureditev tega področja, tako finančno kot tudi statusno, ne? Dobro poznate to področje in me zanima, zakaj pa je zadnja leta toliko nezadovoljstva? Ja, tukaj sem mnogo manj navdušena kot za samo znanost, vendar pa mislim, da sem vztrajna in da poskušam pravzaprav že vsaj ta zadnji rečemo 10-15 let tudi vplivati na znanstveno politiko, ki je, kot ste pravilno ugotovili, diagnosticirali v zadnjih 5 letih zelo prizadeta. Prvič zaradi zmanjševanj sredstev, drugič pa zaradi marginalizacije tega področja, tega resorja v naši politiki. In seveda posledično so tudi največji rezi v javnem sektorju, ki so bili, ko so pač nastopila ekonomska kriza in varčevalni ukrepi. Nerazumevanje je v tem, da politiki ne vidijo, da je to področje, kamor je treba vlagati, posebno v kriznih časih, ker je to tisto, kar ti bo potem prineslo novo dodano vrednost v gospodarstvu in s tem tudi finančno in torej finančne učinke, ki bodo prispevali k razvoju družbe. To vidijo, to so recimo država, sosednja Avstrija, če pogledate, v času krize, ki so nekako prizadele tudi druge države Evrope, so vlagali več, tudi v Nemčiji, več v znanost, nekjer pa manj v razvitih državah Evrope. Pri nas so pa tukaj rezali, ker se jim zdelo to eno področje, kjer se učinki pač ne poznajo, nekaj znanstvenikov več ali manj, nekaj člankov več ali manj, to ne vidijo, da vpliva na pravzaprav razvoj. Ne vpliva na to, da je šla polovica mladih raziskovalcev, ker so se zmanjšali na polovico, delati drugam, da je beg možganov in da smo pravzaprav tudi našo opremo osiromašili tako, da zdaj, ko bi že lahko delali z gospodarstvom, ki naj bi se razvijalo tako, da bi se razvijalo gospodarstvo, ki proizvaja produkte res visoke dodane vrednosti, visokih tehnologij ali pa novih pristopov, tega gospodarstva mi ne moramo pravzaprav niti več, rečemo temu, servisirati ali pa z njimi sodelovati, ker je politika taka, da pravzaprav nam to celo onemogoča. Strategija pametne specializacije, ki naj bi rešila Slovenijo, ne, ampak to z sredstvi evropskimi, ne toliko domačimi, je bila zasnovana tako, da smo raziskovalne organizacije moramo celo noter plačevati in to, kar je čistega, kar dobimo ven, ne vem, če je tisto, kar si želimo. Ne, bogati temeljne znanosti sploh ne, ampak tudi sodelovanje z gospodarstvom je komaj možno zaradi administrativnih ovir. Skratka, želim povedati, da tudi temu rečemo upravljanje znanosti ni na nivoju, ki bi lahko dalo neke rezultate. Skratka, to novi zakon se piše in še vedno smo nezadovoljni z osnutkom, ki je pred nami. Zakon pa ureja razmerja. Razdeljevanje denarja, razmerja v znanosti in naj bi bil naravnan tako, da bomo čim več lahko iztržili iz naših, kot se reče, virov. Naši najboljši viri so pa človeški viri. In te smo osiromašili. Če te osiromašimo, ne ostane nič več.
Tako da nisem zadovoljna vpliva, kot ste omenili, pa mislim, da nimam preveč, ker vsa ta pisanja, sestanki, seje Sveta za znanost niso obrodila svojih sadov, ker pač padajo to, kar rečemo semena, na neplodna tla politike. Ste pa tudi predsednica odbora Republike Slovenije za Zoisove nagrade in priznanje ambasador znanosti in Puhova priznanja. Pa me zanima, kako ocenjujete kvaliteto prijav v letih, odkar se je to stanje recimo nekoliko poslabšalo ali sploh poslabšalo v znanosti. Prihajajo recimo predlogi slabši? No, kar opažam pri prijavah za Zoisove nagrade, je prvi to, da so te še vedno odlične, dobre, odlične, predvsem starejših raziskovalcev, in teh prijav starejših raziskovalcev je vedno več. Starejši raziskovalci so pa delovali še pred tem kriznim časom zadnjih 5-6 let in njihov izplen pravzaprav je velik še od takrat, oziroma znanje in oprema je še pravzaprav iz časov, ko je bila znanost dobro financirana, in v zadnjih letih ni to pomanjkanje znanosti ni toliko vplivalo na njihovo delovanje, čeprav se je zmanjšalo, ampak kvaliteta pravzaprav ne, samo kvantiteta morda. Je pa res, da je pri mlajših raziskovalcih število prijav nižje, torej priznanja, in o kvaliteti težko reči, ker se res prijavljajo samo špice, ampak opažamo pa, da je prijav manj. Tako da smo letos dobili samo okrog 45 prijav namesto 65. Ne vem, ali je to posledica tega ali ne, težko rečem, ali je to slučaj, ampak mislim, da so Zoisove nagrade še vedno nekaj, kar je treba spodbujati, da navdušujejo mlade, vsaj to, in da res izberemo tisto, kar je najboljše. Še vedno ostane nekaj in to dobro. Je pa zelo veliko tudi prijav za življenjsko delo, ker je pač vedno več starejših, kakor povsod, starejših dobrih raziskovalcev, in tukaj je pa selekcija zelo težka, ker so bile tudi življenjska dela v vsem tem času teh raziskovalcev izredna. Tako da ne moram reči, da je kvaliteta prijav zelo, zelo padla. To ne. No, kar je seveda spodbudno kljub prej opisanim razmeram. Profesorica, vi ste predsedovali tudi Komisiji za ženske v znanosti in delovali kot aktivna članica Helsinške skupine za ženske v znanosti v Evropski uniji. Pa me zanima, kakšno vlogo in kakšno sled puščajo take organizacije pri emancipatornih učinkih? Ja, mislim, da so potrebne. Mislim, da so potrebne zaradi tega, ker v družbo vnašajo zavedanje o nečem, kar lahko družba pravzaprav skriva, prikriva ali pa ne priznava. Tak je bil položaj žensk v znanosti, ko sem pač to problematiko prenesla iz tujine, kjer sem opazovala, kaj se dogaja. Tam so bile te organizacije in te forumi precej živi, predvsem v Ameriki, kjer je neenakost žensk in moških še danes precej velika, predvsem v poslovnem in znanstvenem svetu. No, in pri nas, ko sem se vrnila iz ZDA, sem videla, da sicer so bila ženska društva, vendar pa niso bilo opaženo v sami znanstveni sreni, da so razlike v tem, koliko recimo je žensk na vodilnih položajih, kako njihova karierna pot od recimo doktorata naprej zaostaja za karierno potjo moških. Tako da ta zavedanja so zelo pomembna in organizacije ali pa forumi, kot so ženske v znanosti, opozarjajo na to in tudi prebujajo zavest v ženskah, da bi lahko dosegle več in zakaj ne. Odgovarjajo na vprašanje, zakaj ne, analizirajo to prevladovanje moškega spola, pa recimo temu moške mentalitete. Sem prepričana, da imamo dva pola, tudi v načinu raziskovanj, v pristopih v znanosti, ženske morda tradicionalno bolj intuitivne,
bolj potrpežljive, bolj prizadevne in bolj usmerjene k temu, da problem rešijo, medtem ko moški stremijo k novim idejam. In ko dobijo novo idejo, predajo to ženskam, ki potem to izdelajo. Pa ta model se pojavlja povsod v svetu. Različnost pristopov. In ravno to, če delajo moški in ženske skupaj v nekem kolektivu, moj način, moje prizadevanje je bilo vedno mešani timi moških in žensk. No, ko pa pridemo k nagrajevanju in položaju na višjih, torej žensk na višjih vodilnih položajih, pa žensk praktično ni. Zdaj, na primer v Korisu, kjer smo koordinacija inštitutov raziskovalnih, so vedno bile samo nekaj žensk v primerjavi recimo 16-18 moškimi. Danes mislim, da je celo samo 2-3 direktorice. No, podobno je tudi dekanov, število dekanov in pa nagrajencev, Zoisovih, na primer, članic Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tukaj je še vedno ogromen razkorak med moškimi in ženskami, so ženske v manjšini. Upam, da bo to z novim načinom življenja, družbenega življenja, kar spremenjeno, kajti to se spreminja se tudi, mislim, da je vzrok predvsem v tem, da je vloga ženske v družbi v primerjavi z moškimi in v družinskem življenju še vedno precej tradicionalna, čeprav, kot rečeno, se spreminja, pri mladih se spreminja, pri starejših pa ne. Ženska še vedno skrbi večinoma za družino, skrbi za svoje starše, skrbi za to, da je dom urejen. Moški pa manj, ampak mlade se že emancipirajo, kot rečeno, pojavljajo se nove vrste družin, kot vemo, in način življenja se bo spremenil in s tem pa tudi nekako samozavedanje ženske, da lahko doseže tudi v znanosti, kar dosežejo moški kolegi in da lahko tudi napreduje in da družinsko življenje ali pa kjerkoli drugo življenje, družbena aktivnost pri tem ne bo ovirala. No, slovite v bistvu tudi po tem, da se ne zgolj v okviru znanstvenega okolja, ampak tudi v širši družbeni javnosti zavzemate za mlade, za kadrovski potencial, ki se v akademskem okolju mora nenehno obnavljati. Pri tem izražate tudi skrb za odliv mladih nadarjenih raziskovalcev, to ste že tudi danes kar nekajkrat omenili. Je pa nekaj pred kakšnim letom ste tudi zapisali, da se ta odliv že pozna pri uspešnosti projektov. Kako to pojasnjujete in kakšne so eventualne rešitve? Ja, naši uspehi, tudi recimo uspeh moje skupine, je odvisen od dela mladih raziskovalcev. Seveda jih vodimo, ampak kdo pa proizvaja te rezultate v laboratoriju konkretno, recimo, in kdo je gonilna sila, kdo izvaja to dejavnost, so to mladi. In mladi imajo tudi ideje, seveda se mešamo, starejša, mlajša generacija, to mora biti zelo plodno. In ti mladi, če jih ni v laboratorijih, in pri nas imamo že na inštitutu precejšen prepad med starejšo generacijo, ki ostaja tukaj, potem srednja nekako kar zbledi in pa čisto novi, ki prihajajo s fakultet, in potem ni prehoda med zelo mlado in srednjo generacijo. To zelo prizadene projekt, ker ga ne moreš izvajati, ali pa sredi projekta se odloči, pa gre drugam. Gre recimo v tujino, ali pa gre v industrijo, ali pa v nek poklic, kjer je bolj plačan, in je odliv iz raziskovalne sfere, absolutno je. Poskušamo jih navduševati za to in tisti, ki so res pravi znanstveniki in znanstvenice, ostajajo, vendar pa je absolutno zaznati, da so naši projekti gotovo manj uspešni, kot če bi imeli celo piramido mladih, ki potem zorijo pri nas in dajo rezultate v našem raziskovalnem delu. No, še tole, kot kaže, vam idej in sposobnosti gotovo ne manjka. Lahko ob koncu še poveste nekaj o nekih načrtih, izzivih povezovanja znanstvenih disciplin oziroma širšega okolja? Ja, seveda, sama se počasi tudi od tega direktorskega mesta poslavljam, vendar pa želim delati še naprej, predvsem v smislu povezovanja znotraj inštituta in izven inštituta
Glavni cilj pa mi bo povezovanje z gospodarstvom. Kot sem že omenila, se tukaj bojimo, če ne bo dovolj denarja za raziskave in opremo, tega ne bomo več zmogli, in pa, da bi mlade, kot ste rekli, že pred, za katere me res skrbi, nudili možnosti, da bi ustanavljali svoje nove firme, tako imenovane spin-off, spin-out ali odcepljene podjetja, kakorkoli že temu rečete, ampak da se nekako vidijo tudi aplikativni moment v svojih raziskavah, da jim pomagamo najti nišo, kjer bi lahko ta postal komercialno zanimiv. Povezali smo se že s privatnim kapitalom, tem rizičnim kapitalom, ki ga v Sloveniji strahotno primanjkuje v primerjavi z drugimi državami recimo, in ki ga je tudi država odtegnila s tem, da nimamo več razpisov za nove mlade firme ali pa podjetniški sklad zelo malo v smislu, da bi financiral malo daljše obdobja, ki so potrebna za ustanovitev podjetja, ki se ukvarja z visoko tehnologijo. Tega kapitala ni in zato ga je treba pritegniti od zunaj ali pa pač nekako omogočiti, da bi tudi privatna sredstva šla na mesto v neke oaze, tamle davčne, da bi se investiral v nove raziskave, v biotehnološki inkubator recimo, ki ga planiramo, kajti ta kapital ima veliko možnost, da se oplemeniti torej na teh raziskavah in da potem nastajajo nova podjetja. Temu bi lahko potrebovala tudi ustrezna davčna politika, ki je ni. In na ta način, torej, da pomenim še davčna politika, ki je tukaj zelo pomembna, predvsem za mlade, ki gredo v tujino, pa so potem dvakrat obdavčeni, to sem se zelo borila za to, da bi se ta spremenila in da bi odhajali v tujino in prihajali nazaj. Davčna politika danes je pa taka, da mladi odhajajo v tujino, se odpovejo rezidenčnosti, da ne bi plačevali dvojne davke, kar je popolnoma neumno. In bi lahko že z enim samim ukrepom finančno ministrstvo to spremenilo, pa ne. Z enim samim ukrepom bi lahko stimuliralo vlaganja firm v spin-off firme, pa ne. In tako dalje, in tako dalje. To je tisti okvir, družbeni okvir, ki poleg financ ne spodbuja raziskovalno-razvojnega, da ne rečemo inovativnega dela raziskovalcev.